No, najprej en lep študijski pozdrav. Sem Urša Bernardič, študentka drugega letnika biopsihologije na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo. Za ta študij in Univerzo na Primorskem sem se odločila, ker sem si od vedno želela združevati naravoslovje in družboslovje in ker verjamem, da bo vsa psihologija nekoč biopsihologija, ki bo povezana z nevroznanostjo in da moramo včasih tudi malo iz svojih kalupov. Za študij na Primorskem sem se odločil zato, ker me zanima menedžment, podjetništvo in vse, kar je povezano z ekonomijo. Skratka, pač menedžment zajema vse ta področja. Kot drugo pa, ker prihajam iz Tolmina, gor pa nas je bolj mrzlo podnebje, tako da tle na obali je pa super, tako da to je to. Torej, trenutno sem zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za kineziološke raziskave, zraven pa študiram še 3. stopnjo, torej doktorski program aplikativne kineziologije, za katerega sem se pač odločil zaradi te interdisciplinarnosti, torej bodisi vključevanjem vseh ved od medicine, fizioterapije do bioinženiringa oziroma inženiringa, ki je moje temeljno področje, iz katerega izhajam, in tudi zaradi tega, ker sem v bistvu vključen v ta sistem dejansko mladih raziskovalcev, mladih profesorjev in asistentov, s katerimi oblikujemo tako raziskovalno kot tudi pedagoško delo. Ko sem izbirala, kam bom šla študirati, od nekdaj sem želela študirati turizem in sem vedela, da je turistika ena izmed izobraževalnih stanov, ki najbolje nudi znanja iz področja turizma, zato sem se odločila, da bom svoj študij začela na Univerzi na Primorskem. Jaz sem v bistvu prišla na UP, je bila moja prva izbira. Prišla sem zaradi samega faksa oziroma zaradi same smeri, ki jo sploh študiram. Tako da lahko rečem, da sem zadovoljna, da mi ni žal, ker sem prišla sem. Jaz sem, če ne, iz Ljubljane. In mi je všeč predvsem zato, ker je veliko manjša sama univerza. Tako da tudi je veliko več tudi te povezanosti med študenti in tudi med študenti in samimi zaposlenimi, profesorji, tudi ostalimi. Moja izbira ni bila pogojena z izbiro univerze, ampak je bila najprej pogojena z izbiro programa in to bi tudi v prihodnje priporočala vsem mladim bodočim študentom, ki se odločajo, da ne upoštevajo le, v katerem mestu si želijo študirati, ampak da jim je na prvem mestu program, zaradi tega, ker se morajo zavedati, da je to nekaj, kar bojo počeli celo življenje. In sam študijsko obdobje je, ne vem, 3-4 leta v enem mestu, sam zaradi tega, ker se žura ni glih kvaliteten kriterij, na katerem se bi mogli mladi odločati. Torej, jaz sem si potem zbrala prehransko svetovanje, ker me prehrana že od nekdaj zanima. Univerza na Primorskem me je potem, čeprav je mlada univerza, me je prijetno presenetila, ker omogoča veliko obštudijskih dejavnosti. Poklic mlade raziskovalke združuje dve zame zelo zanimivi stvari. In sicer prvo je matematično raziskovanje, ki je po sicer nasprotnem mnenju mnogih lahko zelo zanimivo. Druga stvar pa je poučevanje. Namreč zelo rada delam z mladimi in prav poseben izziv je recimo razložiti najtežje matematične probleme na tak način, da to študentje razumejo. Tako da v tem poklicu zelo uživam. Torej, za sam študij na Univerzi na Primorskem sem se odločila že na samem informativnem dnevu, kjer so nam profesori podali ideje ter samo dejanja, kaj bodo počeli, in to se dejansko vse uresničuje. Prihajam pa iz Gorenjske regije in me je sama obala že privlačila in si želim tudi v nadaljnje tukaj ustvarjati in svoja znanja podajati, če pa bo možno, pa lahko tudi v tujini. Torej, jaz mislim, da je za mlade dobra odskočna deska tujina. Tam naberejo izkušnje, ki jih v Sloveniji ne bi dobili, in potem tudi pri iskanju zaposlitve v Sloveniji ali v tujini lahko te izkušnje pridejo zelo prav, saj imajo neko prednost pred ostalimi iskalci zaposlitve. Se mi pa zdi, da je naprimer tudi v kariernem področju, tako kot pri prehrani, ko je treba celo življenje oziroma več časa zdravo jesti kot pa nezdravo, da prideš do nekih rezultatov, da je zdrav duh v zdravem telesu. Tudi pri karieri je tako, da je treba neke dolgoročne stvari početi in jih izvajati, da so rezultati na koncu. Ne moreš ti priti iz faksa in si želeti najboljše službe na svetu, ne vem, dobra plača, dobri pogoji, vse to je treba delati za to in vlagati skozi študij in potem tudi pri prvi zaposlitvi in drugi in tretji, da prideš do tam, kjer si želiš biti.
Jaz mislim, da danes se morajo mladi zavedati, da s pridobitvijo diplome ali pa tudi v mojem primeru pridobitvijo doktorata, to še ne pomeni, da zdaj te pa čaka služba, ne? Pač se je treba nekako znajti. In jaz mislim, da tule, sploh pri nas na Inštitutu Andreja Marušiča, je samo delovno vzdušje že zelo pozitivno, delavno, tudi sproščeno. In mislim, da imamo tudi zelo dobre raziskovalce. Se pravi, lahko raziskovalno delo dela zelo kvalitetno in že s temi vsemi referencami, ki jih bomo tukaj dobili, mislim, da bomo s tem potem šli v iskanje mogoče kakšne druge službe ali pa tudi službe na akademskem področju. Ja, no, zdaj po končanem študiju jaz si puščam dosti odprte možnosti, ne, sicer bi rada delala v medijih, no, zdaj tudi, kar je tudi področje mojega študija. Ja, definitivno, kot sem že rekla, bom šla v tujino in seveda probavam pa tudi zdaj že kaj delati v tej smeri, ne. Zdaj jaz ne pričakujem, da po končani diplomi se bom pa kar takole zaposlila, ne. Zato, da že zdaj pišem malo za časopis, tudi za en spletni portal in tako se tudi učim, ne. Me učijo. Po končanem dodiplomskem študiju bi rad upisal magisterij na fakulteti za menedžment in po dokončnem končanem študiju bi rad deloval v okolju, ki nam je prikazano na fakulteti. Čeprav trenutno se mi zdi, da v Sloveniji niso najboljše razmere, zato razmišljam tudi odhodu v tujino, natančneje v Švico. Po večletnih izkušnjah v tujini pa bi rad se mogoče vrnil v Slovenijo, ki upam, da bodo takrat spet postala država, o kateri smo nekoč sanjali. Na turistiki se poleg vseh znanj iz knjige učimo tudi o znanju, kako se obnašati do ljudi. Profesorji nam poleg znanj iz knjig nudijo ogromno znanj o odnosu do ljudi in kar je v turizmu izjemno velikega pomena, saj turizem je delo z ljudmi in če ti ne znaš delati z ljudmi, potem v turizmu nimaš kaj delati. In v prihodnosti si želim promovirati Slovenijo v tujini, ker menim, da tujci ne poznajo dovolj dobro Slovenije in ne vejo, kaj vse nudi naša prečudovita podalpska dežela in niti sami Slovenci ne vemo, kaj vse nam lahko naša država nudi. Zato je pač to moj primarni cilj, da pač promoviram Slovenijo in našim državljanom in tujim državljanom. Čeprav pravijo, da je kriza. Menim, da je turizem ena svetla točka naše prihodnosti in če imaš ti dovolj nekih ciljev, če si zagnan, če si aktiven, priden, delaven, te nič ne more ustaviti in tudi ti lahko v turizmu najdeš službo. Torej ja, menim, da so to krizo bi mladi mogli obrniti v sebi uprit iz tega stališča, da poiščemo vse tiste možnosti, ki do zdaj jih nekako prejšnje generacije niso znale oziroma njim ni bilo to ponujeno in sicer torej bodi si vključevanje na mednarodno področje, torej samih konferenc, simpozijum, ker spoznamo nove ljudi, ker mrežimo in ustvarjamo svoje skupine, v katerem, torej svoje okolje, v katerem bomo naprej sodelovali, kot tudi prijavljanje ne samo na nacionalne, ampak tudi na mednarodne projekte, kateri nam ne nudijo samo dodaten vir financiranja, ampak tudi dodatne možnosti, da bomo s tem uspešnejši kot sicer. Torej, mogoče nas res jutri ne čaka služba, ki je lahko dosegljiva, ampak menim, da bi morali mladi to kvečjemu vzeti v izziv. Ne bo nam lahko, to je dejstvo, ampak verjamem, da z pridobivanjem že neformalnega znanja med študijem, z različnim udejstvovanjem na mednarodnih projektih, z različnimi sodelovanji delamo svojo prihodnost.